Lepo pozdravljeni v podcastu Vroča tema. Smo v mesecu različnih praznovanj, tako partizanskih kot onih drugih. Zato je čas, da povabimo v studio in smo tudi ga. Zgodovinarja, z nami je dr. Renato Podberšič. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Dr. Podberšič, začnimo kar s tem, kar sem povedala v napovedi. Za nami je 27. april, uradno dan boja proti okupatorju. Kaj točno se je zgodilo ta dan? Nič. Kaj potem slavimo? To je umetno sproduciran praznik, ki ga nekateri praznujejo. Postavljen je bil seveda ob času slovenskega osamosvajanja, ko se je sklepalo kompromise v tedanji skupščini. In verjetno eden od teh rezultata kompromisov je tudi 27. april, ki smo ga pa vendarle do takrat praznovali kot dan Osvobodilne fronte. Popravite me, mislim, da zdaj praznujemo dan upora proti okupatorju. Ja. Zdaj, če bi bil dan upora proti okupatorju, moram reči, da Slovenci imamo dolgo, bogato zgodovino boja proti okupatorjem. Nenazadnje, poglejte, sam prihajam iz zahodnega roba, čisto ob italijanski meji. Naša vas in naše vasi so bile razrušene med Prvo svetovno vojno na Soški fronti. Naša vas je bila kompletno razrušena, hiša ni ostala. In glejte, naši fantje, tudi Slovenci, v tej raznorodni monarhiji, torej v vojski, ki je bila še več nacionalna, tudi več religijska, več jezična posledično, so se uprli, ker so že poznali učinke londonskega memoranduma, oziroma je avstrijska propaganda k temu nekako napeljala, in seveda so se uprli italijanskemu osvajalcu. Italijani so prišli, da bodo tukaj ostali, in potem po prvi vojni so ostali. Mogoče bo v nadaljevanju kaj več o tem rekla, kaj se potem dogajalo s Primorci pod Italijo. Tudi preprosti ljudje, seveda tudi pod vplivom domače vzgoje, predvsem pa avstrijske propagande, ki je bila izrazito močna, ker so Avstrijci dejansko bili številčno šibkejši, tudi kar se tiče opreme, orožja. Ne pozabiti, da so oni imeli takrat že skoraj leto dni bojevanja, hude izgube na vzhodu proti Rusiji, fronta v Galiciji, na Balkanu, Srbija, Črna Gora. In tukaj se pojavi italijanski sovrak in tam se naši fantje možje uprejo, ne samo naši, celotna avstrijska vojska. Ne smemo pozabiti, da je bilo začetno razmerje sil 9-1. In da seveda avstrijska propaganda iztiska tudi, bomo rekli, propagandne razglednice, kjer najdemo gor in Gregorčiča in Cankarja, torej preko literature, preko aludiranja na narodno zavest, se nekako uprejo naši fantje italijanski številčno močnejši vojski. Torej, zame je tudi to upor proti okupatorju. Potem ne smemo pozabiti tigrovskih žrtev in tigrovskega boja, ki je za nas Primorce še posebej živ. In dejansko, če mene vprašate osebno, kdaj se je začel pravi upor proti okupatorju, bi rekel 13. maj, ko je dejansko prišlo do prvega oboroženega spopada, res za tigrovske trojke na Mali gori nad Ribnico. Ta je prišel šele zadnja leta nekako v našo podzavest. Če se prav spominjam, 2005 ga je uvedla tedanja prva Janševa vlada kot, bomo rekli, javno podobo. Torej, da je prišel v javnost kot dan spomina. Ni to državni praznik. In poglejte, nenazadnje so se starojugoslovanski častniki in vojaki uprli okupatorju. Res, da je bil okupator takrat močnejši. Nenazadnje je imel za sabo že več kot leto in pol, zlasti nemške sile, bojevanja na različnih frontah, predvsem na zahodni fronti, in je dejansko pregazil jugoslovansko vojsko, ampak okupatorji takrat niso imeli tako zanemarljivih izgub, zlasti ne Italijani. Tako da, gledajte, 27. april ni primeren datum. Če mene vprašate kot zgodovinarja in tudi kot Renata, kot navadnega državljana, bi rekel, da ne. Zakaj? Ker pravzaprav, gledajte, praznujemo zadevo, ki je ni bilo, to sva uvodoma povedala. 27. aprila se ni zgodilo nič, zlasti pa ni bila ustanovljena Osvobodilna fronta. Ta praznik je bil sicer postavljen po drugi svetovni vojni, ampak potem že v zgodnjih 50-ih je bil pozabljen, odrinjen v pozabo,
potem so ga iz nekih parcialnih odnosov znotraj Jugoslovanske federacije ponovno uvedli leta 68, tistem znamenitem revolucionarnem letu 68, in je potem bil ob osamosvojitvi, ob demokratizaciji preveden v dan upora proti okupatorju. Torej, gledajte, kako praznujemo mi lahko dan upora proti okupatorju, če glavna sila, ki je potem ta odpor res da vodila in tudi imela prvo koalicijsko vlogo, v koalicijski vlogi, torej koalicijski podobi Osvobodilne fronte imela vodilno vlogo, ekskluzivno vlogo, po Dolomitski izjavi oziroma po podpisu Dolomitske izjave konc zime 1943, dejansko ni tega ni bilo več. Torej, kako lahko govorimo o tem, o odporu proti okupatorju, če ta glavna sila, ki smo jo ravno kar omenila, je dejansko bila takrat v povezavi z nacifašisti. Torej, naša slovenska partija, Komunistična partija Slovenije, kot samostojni del, ki se je izdvojil iz Jugoslovanske partije, je potem ob dejansko začetku druge svetovne vojne, še prej je bil podpisan znameniti pakt Ribbentrop-Molotov oziroma Hitler-Stalin, ime je dobil po obeh zunanjih ministrih, Sovjetske zveze in pa Nemčije. Glejte, oni so potem stopili v politično zavezništvo in konec koncev počeli hude stvari pri razkosanju Evrope. Kajti tajni protokol, dejansko, ki je bil pridan k temu sporazumu, Hitler-Stalin, je seveda govoril o razdelitvi Evrope. Evrope, ki je potem nismo poznali take, kot je bila do takrat. Govorimo tukaj o Baltiku, govorimo tukaj o Romuniji, govorimo predvsem o Poljski in ne pozabiti, 1. septembra res, da napadajo Poljsko Nemci, ampak 17. septembra se jim pridružijo tudi Sovjeti. In bi spoštovanim poslušalkam oziroma gledalkam in gledalcem, dajte mogoče vzeti v roke ali ga sneti za interneta, tukaj delava malo čudno reklamo, poljski film Katin. Andrzej Wajda, znameniti poljski režiser, ga je posnel pred skoraj 20 leti, ki lepo v uvodnih sekvencah filma nekako pokaže stanje duha na Poljskem, ko Poljaki, ki bežijo iz osrednje Poljske proti vzhodu, se kar naenkrat zavedo, da dejansko je ta sovrak prihaja tudi iz vzhoda, to je v obliki Sovjetske zveze. Potem poljski vojski je pot proti Romuniji, del poljske vlade in poljske vojske se reši preko Romunije, odide v London. Moramo pa že uvodoma povedati, kaj se zgodi potem s tistim delom vojakov, predvsem pa častnikov, ki jih Sovjetska zveza zajame. En del res, da potem po napadu na Sovjetsko zvezo uspe se pregrupirati v centralni Aziji, se preko Irana in preko Bližnjega vzhoda priključi zaveznikom in pod poveljstvom generala Andersa odločilno sodeluje v bojih tako v Severni Afriki, kot potem na predvsem Apeninskem polotoku. Zlasti se bomo spomnili napade na Monte Cassino, ki ga dejansko Poljaki s svojim jurišem v okviru te zavezniške armade, armade generala Andersa, in tam pade 1111 Poljakov za juriš na Gustavovo linijo, torej na osvoboditev Monte Cassina, ki je potem odpiral vrata za zasedbo oziroma osvoboditev Rima v začetku junija. Ampak bova še nekaj rekla, se opravičujem. Glejte, en del, jaz sem povedal ta lepši del, tudi fantje so krvaveli, padali Poljaki, ampak najbolj tragičen del je bil pa sovjetski poboj poljskih oficirjev, ki se je zgodil v Katinu, blizu Smolenska. Za njega nismo vedeli, dokler ga niso Nemci seveda iz propagandnih razlogov potem zbobnali spomladi 43 in ga potem predstavili javnosti, ampak tam je bilo pobiti 22,000 poljskih častnikov. In to je bila cvet poljske inteligence, kajti veliko je bilo tako rezervnih častnikov, ki so se rekrutirali iz vrst profesorjev, advokatov, doktorjev, lekarnarjev in tako naprej. In pobiti 22,000 častnikov in obglaviti cvet te inteligence, poljske inteligence, je seveda pomenilo tudi delati korak naprej proti tistemu, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Torej,
Poljska je prišla v interesno sfero Sovjetske zveze in seveda postala komunistična država in o kakršnikoli demokraciji na Poljskem in v ostali vzhodni Evropi ne moramo govoriti do konca 80-ih let. Se vračava spet na izhodišče. A s takimi ljudmi so bili potem naši komunisti na povezavi. Ne smemo še to pozabiti. Tisti med slovenskimi partijci, ki so pa vendarle opozarjali na te stran poti, kot je bila recimo znamenita človekoljubna delavka, borka za ženske pravice Angela Vode, so bili iz te partije izključeni, ko so vendarle opozarjali, da dejansko se vrhovi partije in vrhovi nacifašistične Nemčije ne smejo povezati. To je nekaj slaboumnega. Dobro, zdaj vprašanje, potem bova šla na te slovenske razmere in na vašo knjigo, ampak vendarle, lejte, 35 let imamo svojo državo in mi še vedno praznujemo očitno nek praznik, ki ga ni oziroma je napačen. Kaj se dogaja? Ste vi edini, ki imate to mnenje? Ne. Ali so drugi? Zakaj je to tako? Glejte, jaz kar nekaj laične javnosti, predvsem pa tudi kolegov poznam, ki govorimo podobno, konec koncev govorimo na podlagi arhivskih virov, pričevanj, zapisov, študij, ki so vendarle, vi opozarjate pravilno, v 35 letih bile narejene, protagonisti so spregovorili. Jaz mislim, da je to pač praznik, ko dejansko tisti, ki so pri koritu, ki so ves čas pri koritu, ki so tudi po osamosvojitvi se mogoče malo potuhali, pa vendarle ostali pri koritu, nekako poskušajo na tem kulturnem področju izvajati dominacijo v smislu vedno znova pokazati, mi smo vojno dobili, mi smo državljansko vojno dobili, po vojni se je zgodilo, kar se je, smo jih pobili, smo jih pognali v izseljenstvo, v tujino, smo jih oplenili, torej zaplembe premoženja, smo jih zaprli in s tem tudi posledično utišali, smo postavili močno obveščevalno službo oziroma tajno politično policijo, ki rečemo po narodelu UDBA, ki se je penetrirala vse mogoče pore življenja in dejansko po osamosvojitvi tudi z hegemonijo spomina, narodovega spomina, dejansko izvajajo kontinuiteto svoje oblasti. Torej, pravzaprav nič novega. In v ta kontekst, ki sva ga zdaj ravnokar postavila, sodi tudi praznovanje 27. aprila, ponovim še enkrat, kar sem vodoma rekel, nič se ni zgodilo. Zgodilo se je 26. torej zvečer in dan prej, tako pravijo v svojih spominih nekateri protagonisti. Kardelja, ki je bil takrat glavni slovenski partijc, zraven ni bilo, bil je Kidrič, pa še Krajger, pa še nekateri drugi. Bili so potem tako imenovani levi intelektualci z Vidmarjem na čelu, z Josipom Vidmarjem. To se je dogajalo tudi v Vidmarjevi vili, tam v Rožni dolini. Glej ga zlomka, danes je tam rezidenca nemškega veleposlaništva. Kako se zgodovina vrača včasih kot karikatura. Ne? In potem tretja pomembna sila, oziroma še dve bom imenoval, ena so bili krščanski socialisti s Kozbekom na čelu in pa ne smemo pozabiti še tako imenovane leve sokole z Vojanom Rusom in tako naprej. Glejte, ti sokoli so dejansko uzurpirali oblast. Res so se priključili Osvobodilni fronti, ampak glavnina sokolov je vendarle ostala tam. To je ta liberalna komponenta meščanstva, rezultirala se je znotraj telovadnega društva Sokol, ki je ki so pristopili v Osvobodilno fronto, je dejansko izključila že pred drugo svetovno vojno v poznih 30 letih iz svojega gibanja, sokolskega gibanja, ker to je negovalo izrazito državljansko, torej promonarhistično, liberalno, prokraljevo, prokaradžovževijsko politiko. In ti fantje, ki so uzurpirali oblast, so bili izključeni. Torej so bomo rekli tako, z nepravimi pooblastili sokole pripeljali v Osvobodilno fronto. Dobro, zdaj pa greva na to vašo knjigo Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska v letih 41-45.
ta je že išla, vi pa zdaj seveda pripravljate tudi isti naslov, isto delo s področjem Posočja in Tolmina. Zdaj najprej na Goriško in Vipavsko v teh letih 41-45, za katero je bilo pravzaprav so bile značilne likvidacije, justifikacije, partizanska sodišča. Kje se je to dogajalo? Baje je bilo 13 področij, kje in kdaj in kaj točno, da naredimo neko veliko sliko? Če postavimo kontekst v širši slovenski kontekst, pa morda tudi mednarodni kontekst, govorimo o Primorski. Govorimo o Primorski, ki je drugačna bila in konec koncev tudi danes je. Smo na prepihu, smo odprti bolj proti zahodu. Z zahodom nas povezuje Patska nižina. Ne pozabiti, da je po vzhodu preko Postojnskih vrat, ki so neke vrste del Krajinske, ampak danes podaljšek te Primorske, ki se je oblikovala med obema vojnama z Rapalsko mejo, ki je ločevala zahodni rob slovenskega ozemlja, torej približno slaba tretjina naroda, je prišla pod Italijo, ostali so bili v okviru Dravske banovine pod tedanjo kraljevino Jugoslavijo. Da se vrnemo spet na Primorsko, smo drugačni, druga kultura, drugi zven dialekta, seveda tudi kulinarika, vreme je drugačno. Ne pozabiti, Gorico so vedno imenovali avstrijska Nica, ker imamo številne sončne dni, ko se v Ljubljani kopate v megli, se mi sončimo na soncu, tudi po zimi. Malo za šalo, veliko za res. In ta del je bil drugačen. Tudi v zgodovinskem kontekstu, kajti prej so se dotaknila Prve svetovne vojne. Po Prvi svetovni vojni, ko je Habsburška monarhija je razpadla, smo mi Primorci, s tem tudi Goričani, Vipavci, Brici, iz Posočja, so rojaki prišli pod Italijo. In seveda Italija zasede ta prostor, ga najprej vojaško upravlja, leta 18, potem čez leto dni sredi poletja 19 vdajo v civilni komisariat in potem potekajo priprave na priključitev pogajanja z jugoslovansko kraljevino SHS in novembra 1920 pride v mestecu Rapallo v Liguriji do podpisa Rapalske pogodbe, ki je Italijane pripeljala na ta zahodni rob slovenskega etničnega ozemlja tudi v mednarodno-pravnem smislu. Kaj to pomeni? Da dejansko nihče ni več pričakoval, da bo Italija kdaj iz tega območja odšla. Državne oblasti in potem po letu 22, ko pride fašizem na oblast, tudi fašistične oblasti, se dejansko obnašajo tako, da je treba ta prostor čim prej poitalijančiti. In veste, in uspeva zelo dobro. Zlasti v mestnih oziroma trških središčih, kot je recimo Idrija, kot je recimo Postojna, kot je Tolmin. Dejansko ta Trška, Ilirska Bistrica, mogoče v malo manjši meri, ta trška naselja postajajo vedno bolj prežeta z italijansko kulturo in italijanskimi naseljenci. Da zdaj malo preskočva, se bomo potem mogoče vrnili kasneje, v nadaljevanju nazaj. Ta pritisk je bil hud, dogajali so se hudi, ne more incidenti, tudi zločini. Ne pozabiti na uboj Lojzeta Bratuža, ki je bil umorjen oziroma je umrl za posledicami mučenja februarja 1937, potem, ko so mu fašisti dali piti strojno olje. Zato, ker je bil slovenski zborovodja. To je bil ves njegov zločin. In potem, ko se začne druga svetovna vojna, so Slovenci vpoklicani v italijansko vojsko, na Primorskem seveda, poslani na bojišča z italijansko vojsko. Ne smemo pozabiti, da okoli 1300, kakšen več Primorcev tudi pade v italijanski vojski. In ko pride do okupacije ostalega dela Slovenije, zlasti ljubljanske pokrajine, so Primorci dejansko tukaj, veste, pripravljeni na boj. Kdorkoli bi prišel in je dejansko ponujal možnost odpora proti okupatorju, proti italijanski fašistični državi, se ga bojo oklenili. Tukaj je bila tradicija odpora tako liberalna preko organizacije Tigar, kot preko krščansko-socialne organizacije, ki so otvorili v glavnem duhovniki pa krščanski laiki, duhovniki združeni v okviru zbora svečenikov svetega Pavla. No, in ta tradicija odpora je bila močna. In tukaj je prišla partija prva. In se vrnemo spet k vašemu vprašanju, k izhodišču. Dejansko
se je tudi na Primorskem začelo dogajati to, kar se je na Kranjskem oziroma v Ljubljanski pokrajini, torej tistem italijansko okupiranem delu Kranjske, ki je prišel pod italijansko upravo aprila 1941, začelo dogajati že konec 1941. Torej pride do revolucionarnega nasilja. Vsi, ki so bili dejanski ali namišljeni, največkrat je šlo za namišljene nasprotnike partije revolucije, so dejansko bili postavljeni izven zakona, partijskega revolucionarnega zakona in umorjeni. Prej, ko nastane kakršnakoli kolaboracija in vaške straže in prostovoljna protikomunistična milica, torej milicija volontarija antikomunista, ki je bila pravzaprav podaljšana roka italijanskega okupatorja, revolucionarji ubijajo 1000 Slovencev. Torej od konca 41 do sredine poletja 42. Od tega 538 civilistov. Mi govoriva zdaj o Ukrajinski. Se vrnemo na Primorsko. Na Primorskem je stvar bila nekoliko bolj kasna, ker so bile razmere tukaj drugačne, ker Italijani niso nikoli do razpada Italije do septembra 1943 tolerirali nikakršne protikomunistične enote, ki bi dejansko se borila z orožjem ob italijanskem okupatorju. Tega na Primorskem ni bilo. Torej vaških straž ni bilo. Ampak da bi razumeli sindrom vaških straž, treba vrniti z nasiljem, kaj je bilo. Torej, če sva rekla, da v grobem Ljubljana in okolica, zlasti Dolenjska, Notranjska, po Hurajski Dolomiti, se nasilje partizansko začne že jesen 41, se na Primorskem začne konc 42 in upam, da bova tega mu več posvetila časa z prihodom Aleša Beblerja, ki prve dni novembra 42 pride na Goriško, postavi svoj bunker na Vogrskem in dejansko potem za kakšno dobro leto in pol približno odloča o življenju in smrti na Primorskem. Ampak še vedno ni bilo to tako masovno, kot je bilo v Ljubljanski pokrajini. Torej, glavne umori in pa seveda odstranjevanja nasprotnikov se začnejo poleti in pa z razpadom Italije zgodnji jeseni 1943. En tak simbolen pokazatelj, kam bojo stvari šle, je po mojem mnenju, in s tem so se kar nekaj ukvarjal, je bil umor predvojnega krščanskega socialca, očeta številčne družine, kmeta, samouka, tudi bogato knjižnico je imel, fašizem ga je preganjal, ga konfiniral, to je bil Ivo Bric iz Dornberga. Njega so eksemplarično umorili potem, ko je z 2 mladoletnima sinovoma, starima 13 pa 11 let, kosil na domačem polju oziroma travniku nad Dornbergom 2. junija 1943 ob zgodnjih jutranjih urah. Prišli so k njemu dva fanta, stara 16 in 17 let, bomo rekli ne partizana, ampak podpornika, sodelavca partizanskega gibanja, sta ga ustrelila v glavo, je umrl. Zanimivo je, da potem so po vojni njegovi vdovi, ki je težko shajala s številčno družino, brez moža, v hudih, težkih časih, ponujali partizansko penzijo, če izjavi, da so ga ubili četniki. Četnikov pa takrat okoli Dornberga v liniji 50 km zračne linije jih ni bilo. Bili so posamezni četniški oddelki že na Slovenskem, tudi na vzhodnem Primorskem, v Dornbergu ne blizu, ne poleg ni bilo. Danes vemo tudi po zaslugi priznanja sina enega od teh morilcev, takrat je bil star 17 let, da je dejansko šlo za naročeni umor, da je šlo za uzurpacijo oblasti in upletenost 2 mladih, bomo rekli, fantičev, ki nista poznala politike, nista vedela, zakaj se gre. No, pred leti sva s profesorjem Petrom Černicom, prijateljem iz Gorice, profesorjem na Slovenski klasični liceji v Gorici, sva pripravila tudi za izdajo od tega Iva Brica dnevniške zapiske. In ko smo imeli predstavitev, to je bilo leta 2018 v Dornbergu, sta se po predstavitvi objela tako sin morilca in
hči od Iva Brica. Najmlajša hči, ki je bila stara 3 mesece, ko so ji umorili očeta. To je en tak lep primer narodne sprave. Ja. A veste, Ampak glejte, zdaj v tej knjigi, ki sem jo prebrala, Revolucionarno nasilje na Primorskem, tej vaši, je ena teza zelo zanimiva, en podatek, ki ga mogoče toliko ne poznamo. Očitno je točen, da so tudi Sovjeti, ne, in ta sovjetska Rusija se je zdelo, da je ta komunistična revolucija in da je komunistično nasilje v tistem obdobju v Sloveniji, še posebej na Primorskem, preveliko in da je treba najprej dati prednost boju proti fašizmu in Hitlerju in da ne mečkan utišajo, malo ustavijo to komunistično revolucijo. Oni pa ne, oni so pa ravno nasprotno počeli. Drži, ampak veste, to ni bil samo primorski sindrom, primorski problem. Nasplošno so brzdali jugoslovanske komuniste na tej vsej jugoslovanski ravni, prav iz Sovjetske zveze. Fantje, poslušajte, kaj vi se greste, ne? Veste, tam sever Črne Gore, Srbija, vzhodna Bosna, to so bile hude stvari na podlagi, bomo rekli, revolucionarnega nasilja. Naš odmev je zgolj, bomo rekli, sindrom ali pa pokazatelj tega stanja, ki je bilo na vsej jugoslovanski ravni. A veste, Sovjetska zveza takrat res da vzame in veže številne nemške divizije plus njihovih zaveznikov. Dejansko to vojno poskuša Stalin prikazati kot domovinsko vojno. Hkrati rabi podporo zahodnih zaveznikov in vemo, da kaj so pošiljali od opreme, streliva, prevoznih sredstev, zahodni zavezniki, zlasti Američani, pa tudi Britanci v Sovjetsko zvezo. In seveda ta naracija o revolucionarnem nasilju, komunističnem nasilju v Jugoslaviji, in tukaj govorimo tudi na Primorskem, čeprav Primorska takrat še vedno del mednarodno pravno Italije, je dejansko je rušil njihov mit o osvobodilni vojni. Ne? Ampak kot sva začela že prej uvodoma, bova nadaljevala, dejansko, če beremo jeseni 42 eno pismo, ki ga je Kardelj iz osrednje Slovenije pošiljal proti vrhovnemu štabu, torej Titov štab, in se je ohranilo, piše v tem tudi dotakne se Primorske, ki jo je partija smatrala za svoj del, bomo rekli, svoj del teritorija. Ne smemo pozabiti, da je že konec poletja 1941 poslala dobre inštruktorje iz Ljubljane, večinoma so bili Primorci, torej primorski imigranti, ki se med vojnoma izselijo v Ljubljano in potem delujejo kot preverjen partijski kader, jih pošlje na Primorsko, s tem pokaže, koliko je Primorska pomembna. Ampak če se vrneva k Kardeljevemu pismu, Kardelj piše o Primorcih, da so zarukani, da je delavstva tam zelo malo in res ga je bilo, razen Trstu delavstva na Primorskem ni bilo. Pa se ga tudi drugje ni bilo, no? Res. V predvojni. Kjer ga je bilo, Jesenice, Zasavje, Maribor, to je pa spadalo pod nemško okupacijsko cono. In tam partizanstva globoko v letu 1943, razen par sporadičnih primerov, ni bilo. Da se vrne spet na Primorsko. Plus tega, pravi Kardelj, da to ljudstvo je neuko, da noče nič slišati za partijske propagando in da je samo 50 članov partije na celotnem Primorskem, pa še nekaj malega kandidatov. Ne? Ampak zaradi tega so oni zelo propagirali ves čas vojne, zlasti na Primorskem, ne? Narodno osvoboditev. Torej, mi se borimo proti Italijanom, kasneje, ko Italijane zamenja nemški okupator proti Nemcem, in seveda tisti del, ki je govoril o revoluciji, je bil bolj umaknjen iz prvega plana. Ampak delali so pa revolucijo. Delali pa so revolucijo, zlasti pa po kapitulaciji Italije, ko je postavljen poseben Primorski narodno-osvobodilni odbor, ko se partija zaveda, da je vojna za Nemčijo izgubljena, da je vprašanje časa, kdaj se bodo Nemci umaknili, kdaj bo prišlo do konca vojne, oni istočasno izvajajo revolucijo, torej rešiti se je treba vseh elementov, ki bi po koncu vojne morda počeli težave. Šlo je za predvojne antifašiste, nekatere, ki so bili zaprti, mučeni, pretepeni. Tigrovci, recimo, tudi začnejo jih pobivati, tigrovce, potem odstranjevati duhovnike,
Potem začnejo tudi liberalno elito odstranjevati tista, ki bi morebiti lahko nagajala pri partijskem prevzemu oblasti. In sem slišal in vaš medklic in se strinjam z njim, tudi pobijati začnejo te tako imenovane padalce. To so ti možje in fantje, ki so bili, kot so uvodoma povedala, mobilizirani v italijansko vojsko v letih 40-41. Nekateri že v začetku 41 britanskih ofenzivah v Severni Afriki padejo v britanske roke. Potem profesor Ivan Rudolf, liberalec, pa Ivan Marija Čok, tudi liberalec, ki sta kot emigranta delovala na Bližnjem vzhodu in pa drugje po svobodni Evropi, v Londonu recimo, in skupaj z zavezniki te fante dobila ven iz zavezniških vojaških ujetniških taborišč kot italijanske ex-vojake. In ti fantje so začeli polagoma prestopati na drugo stran. In kar nekaj od teh, skoraj 30, so jih izurili za padalce, minerje, radiotelegrafiste, šifrerje in tako naprej, in šifrante jih pošiljali v domovino. Prva trojka, ki je šla tako k slovenskim četnikom oziroma pripadnikom slovenske enote jugoslovanske vojske v domovini, torej Mihajloviću, druga je šla k partizanom na Primorskem, se je spustila blizu Paljevega v srednji Soški dolini. Torej, oni so prišli, da navežejo stik, da dejansko preko radiozvez in svojega vojaškega znanja, svojih minerskih sposobnosti poskušajo pomagati osvobodilnemu gibanju. Ne smemo pozabiti, da v tem času, torej govorim o sredini marca 1943, ko pridejo te dve trojki, je Mihajlović še vedno glavni zaveznik zahodnih sil, tudi Sovjetske zveze konec koncev, torej tisti, ki vodi jugoslovansko odporniško gibanje, in pa na drugi strani partizani se počasi približujejo in dejansko prihaja že do prvih stikov in se tudi javno mnenje po zaslugi seveda zlasti britanske politike tukaj začne počasi obračati. In na teheranski konferenci ob koncu novembra 1943 pride do preloma, torej začnejo opuščati pomoč Mihajloviću in favorizirati partizansko gibanje. Se vračava spet nazaj in ti padalci, kaj se zgodi? 14 od 29 jih dejansko pobijajo pripadniki partizanskega gibanja. Ne? No, še nekaj je zanimivo iz te vaše knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem izhaja, tudi zelo zanimivo, da praktično je ta komunistična partija Slovenije in seveda tudi Jugoslavije delovala internacionalno, da so se oni želeli povezovati z italijanskimi komunisti in da se zato tudi niso pogovarjali o meji. In je vprašanje, ali smo zato izgubili Gorico in Trst, čeprav je Titova armada osvobodila in Gorico in Trst. Glejte, danes vendarle vemo toliko, da lahko trdimo, da Jugoslavija v nobenem primeru Trsta ne bi dobila. Torej, že medvojni dokumenti britanski kažejo na to, da Trst, zlasti pa po letu 1943, potem ko Italija obrne, ko pride iz sil osi v sovojskujočo stran, kot so rekli, če prevedemo iz italijanščine, sovojskujoča stran na zavezniški strani seveda za končno zmago. In vemo, da Trst dejansko bi težko postal kakršnokoli slovensko oziroma jugoslovansko ozemlje. Gorica je drugi primer. Gorica, mislim, da je bila večja verjetnost, da bi pripadala Jugoslaviji, če ne bi prihajalo do napak, ki so se zgodile. Treba pa nekaj upoštevati, da ob koncu druge svetovne vojne jugoslovanska vojska in seveda 9. korpus osvobodijo Trst in Gorico, ukorakajo. Ja. Istočasno zahoda se jim približajo tudi Novozelandci v okviru 8. britanske armade. In dejansko treba upoštevati, da jugoslovanske enote ostajajo tako v Trstu kot Gorici 40 dni. To je bil za velik del naroda osvoboditev, prelom s starim, koncu svobodno zanihali, to da ne vsi, še zdaleč ne vsi. Za del naroda, tako za Slovence kot Italijane in druge manjšine, ki tukaj živijo, pomeni to drugo nasilje. Kajti, da nas vemo, da so pripadniki partizanskega gibanja in jugoslovanska armada,
ki jim je sledila tajna policija, politična policija OZNA, prišli se seznami in že 2. maja se začnejo v Trstu in Gorici in tudi po vaseh 45, ja. Že v tako imenovani Svobodi, se začnejo odbiranja, aretacije, mučenja, zasliševanja in poboji. To so tako imenovane fojbe. Ta knjiga, ki jo danes predstavljava in tukaj fojb niste opisovali. Ne ukvarjam se zakaj, ker moje nekako fokus je bil na medvojnem obdobju, se pravi 41 do 45. Fojbe sodijo v čas po koncu druge svetovne vojne. Fojbe so doživele tudi pri nas, pa ne samo naši zgodovinarji, tudi italijanskih, pa še kakšnih drugih, že bi rekel dobre deskripcije, dobre študije, ki vendarle prodirajo v širšo javnost. Italijani hočejo to, veste, prikazati kot neke vrste etnično čiščenje. Torej, kako so hudobni zlavi, Slovani, v tem primeru Slovenci in Hrvati, čistili, pobijali, metali v brezna dobre Italijane. In potem imate naracije, ki jih zagovarja tudi del italijanske visoke politike, da je bil to drugi Auschwitz, da je tam umrlo 500.000 Italijanov, še 500.000 trpelo in tako naprej in tako naprej. Mislim, da smo številni kolegi dokazali, da ni šlo za nobeno etično čiščenje. Med žrtvami fojb, ki jih je približno 1600, 950 približno na Goriškem, 650 na Tržaškem, najdemo številne narodnosti. Jaz si upam trditi, vsaj 30% je Slovencev med njimi, najdemo Nemce, najdemo Hrvate, je pa res, da je gro žrtev je več kot pol Slovencev Italijanov. Ampak gledajte, kaj je zanimivo. Med goriškimi žrtvami fojb najdemo tudi 5 goriških Judov, ki preživijo holokaust in potem končajo v kraških jamah. To se pravi, šlo je za komunistično čiščenje. Seveda. Ja. Spiski so se sestavljali na Stražnem vrhu, tam nad Semičem. Spiski so prišli osvoboditelji, seveda, so prišli v Trst in Gorico. Znana je tista depeša iz sredine aprila 1945, ki jo je Kajger, šef partije v Trstu, poslal okoli in jasno piše, da je treba čistiti na ne nacionalni, ampak odnosa do fašizma. To pomeni na ideološki osnovi. To se je dogajalo že med vojnama in se tudi deloma vračamo k vašim prejšnjim vprašanjem. Čistili so vse, eufemizem seveda, pobijali so vse, ki niso bili njihovi, ki so dobili pečat fašizma. In ta pečat se potem samo nadaljuje po drugi svetovni vojni. In še danes. Žal, vsi, ki se ne strinjamo z narativom, ki ga je vladajoča in paravladajoča establishment dejansko vozil okoli, smo bili ali vsaj fašisti, če ne pa neofašisti. To se je dogajalo v tistem času. In ta depeša prav to piše. Ne nacionalni in seveda ni šlo za nacionalno čiščenje. Oni so prihajali domov, nekateri so se potem iz zaporov tudi vrnili. Italijansko zgodovinopisje to je hotelo prenatrpano prenapihovati, da je šlo to za etnično čiščenje, da ni res. Veliko jih je bilo odpeljanih v goriške zapore, potem so jih premestili v Ajdovščino, ko se morajo po 12. juniju umakniti iz Gorice in Trsta. Nekatere peljejo v Postojno, nekatere v Ljubljano. Vojaške osebe, okoli 3000 v vojaško taborišče Borovnica pri Ljubljani, jugozahodno Ljubljane, ki ni bilo nič kaj prijetno zadeva. Koncentracijsko taborišče za italijanske vojaške osebnosti. In poglejte, tukaj ne moremo mimo tega, da ne bi hkrati opozorili tudi na strašne zločine, ki so jih že opozorili, ampak še enkrat, ki so jih Italijani počeli med vojno in že med vojnama s slovenskim, tudi hrvaškim življem v Istri na svojem državnem ozemlju, ki je bilo po Rapalski pogodbi vključeno v italijansko državo. Tako da tukaj je šlo za neke vrste maščevanje, je šlo za poravnavanje računov, tudi med sosedi. Šlo je tudi za spolno nasilje, zlasti pri ženskah. Številne ženske so bile prej posiljene. Šlo je za to, da je šlo tudi za, kako se temu reče, poskus razčiščevanja določenih zamer iz preteklosti, tudi med fanti in puncami.
neka punca ni fanta pogledala, ali pa celo obratno, poznamo primer iz moje rojstne vasi, da se je zgodilo, da je končal pod streli ali pa motikami ali pa vilami osvoboditeljev, revolucionarjev, ker pač ni vračal ljubezni. Ne? Dobro, zdaj naslov te vaše knjige je Revolucionarno nasilje. Ne? Ja. Zdaj v času recimo od 41 do 45 so se zgodili seveda okupacija, upor, kolaboracija, revolucija in protirevolucija. Vse to imate prav. Vse to, ampak zdaj kaj je bilo tu bistveno, kaj je bilo najmočnejše, zakaj, če bi eno od teh stvari izbrali, zakaj je šlo v tem obdobju na Primorskem? Uvodoma sem se tega dotaknil in bom še enkrat povedal. Veste, kdo bi prišel z parolo narodne osvoboditve leta 1941 na Primorsko, bi ga ognjevito lepo sprejeli. Morate upoštevati, da narod je bil tako sit italijanske države, fašizma, odrekanja temeljnih človekovih pravic. Glejte, niso smeli spregovoriti slovensko v javnosti. Kultura je bila na psu. Po letu 28 so bile ukinjene vse šole, vsak društva, potem tudi revije. Razen ene majhne koncesije, ki jo je dal Mussolini leta 38-39, da je leto pa pol smela izhajati Svetogorska kraljica, kot strogo religiozen časopis, bilo je povezano s 400-letnico prikazovanj Marije na Sveti Gori nad Solkanom oziroma Gorico. Pa Mohorjeve knjige so tudi dokaj redno izhajale, sicer v omejenem nakladi, malo knjig, ampak drugače slovenščina je izginila iz javnosti. To se pravi upor proti okupatorju. To je bila glavna tema, glavna zgodba, tema, ki se je dogajala. Ki se je potem priključil tisti, ki je štartal na popolno oblast po drugi svetovni vojni. Moji predniki so bili vsi partizani, in so se borili po različnih enotah. Dejstvo je, da so vstopili v ta namen, da se rešijo Italijanov. Ne? In konec koncev do maja 1944, ko pridejo slovenski domobranci, imenovani primorski domobranci, v kateri je bilo približno pol domačinov, pol je bilo pa potomcev Primorcev iz notranjosti Slovenije, predvsem iz Ljubljane in okolice. Ni bilo druge enote, bili so poskusi četništva, ki jih je pa partija zatrla, da bi se četniška ilegala organizirala tudi na Primorskem, bil je poskus celo ustanovitve četniškega primorskega odreda junija 1944, ampak ker so zavohali, da nagovarja prebivalstvo ta četniški odred z narodno-obrambnimi gesli, da je to direktna konkurenca, so ga seveda napadli, uničili in zdesetkali. Potem do prihoda četniških enot, ki se dejansko umikajo iz Srbije, ki jo osvojijo partizani jeseni 1944 in del teh enot koncu leta 1944 pride na Primorsko in ostane tukaj do konca druge svetovne vojne in je odgovoren tudi za številne zločine. Po drugi strani pa tudi prebivalstvo nagovarja z narodno-obrambnimi gesti. In tukaj je treba videti to ihto, s katero osvobodilno gibanje, partizansko gibanje na Primorskem, dejansko tukaj obračuna s temi dejansko pristašami vsega nepartizanskega odporništva na Primorskem, ki ga ni bilo tako malo. Zdaj se Trst je bil pomemben center, obveščevalni center, o tem je veliko pisal kolega Ivo Jevnikar iz Trsta, zlasti o tej obveščevalni službi, Jojo Golec, Štajec, ki je delal za Slovenca, je prišel v Trst, bil del te naveze, ki je šla iz Zagreba preko Ljubljane, Trsta do Benetke in potem naprej v Švico. Znameniti slikar Zoran Mušič, prirejajo razstave, simpozije o njem, ga častijo v javnosti, pa ne povejo, da med vojno on je delal za odpor, ampak rojalističen, ne pa partizanski. Zato je pa po vojni izginil iz javnosti, zbežal v Pariz in se s tem reševal življenje, ker če bi ostal tukaj, vprašanje, kaj bi se zgodilo. Kako so potem ti partizani, ki so seveda bili v večini primerov tudi verni fantje, kako so oni potem sprejeli to revolucionarno nasilje, to revolucijo? Kako se je to zgodilo, da je ta revolucija potem zmagala na nek način? Zelo preprosto. Poglejte, propaganda
pomembno delo komisarjev, torej politično delo, in pa seveda potem javno mnenje, ne, ki je bilo zelo nagnjeno na Sovjetsko Rusijo. Imamo cel kup zapisov in tudi pričevanj že iz leta 1943, ne, ko so tudi po posameznih cerkvah rešili, da se molili, da se sovjetska Rusija reši, ker je zavetnica vseh Slovanov. Tudi ta slovanski, panslovanski resentiment je treba gledati pri Primorcih kot tistih najbolj zahodno pomaknjenih Slovanih, ki so 20-25 let trpeli pod fašizmom in zdaj čakajo velikega brata, da jih pride odrešiti. Sva že govorila uvodoma, se boste spomnili, ne? Dejansko Sovjetska zveza je bila percepirana kot del koalicije antihitlerjevske po napadu na Sovjetsko zvezo po juniju 1941, torej kot enakopraven člen, ki nas bo rešil, ne? Ki nam bo pomagal premagati nacifašizem. No in treba je povedati, mi smo omenili te lepše strani, ne? Propaganda, javno mnenje in tako naprej, ampak revolucija je bila zadaj. Vsak, ki je drugače mislil, vsak, ki je drugače deloval, vsak, ki je pokazal kakršnokoli iniciativo ali pa skrenitev z morebitnega polja partije, je končal pod rušo. In tukaj je še nekaj treba upovedati. Ne? Na Primorskem kolaboracije direktne ni bilo. Torej ni bilo niti vaških straž, niti potem domobrancev pred septembrom 1943. Potem začnejo nastajati, tudi jeseni 1943 primorski domobranci, pa to je že pod nemško okupacijo. Torej, to so kolaborantske enote. Potem imamo posamezne četniške enote, ki prihajajo na Primorsko, ki tudi kolaborirajo z Nemci. Imamo pa cel kup domačih kolaborantov že iz časa med obima vojnama. Torej, domačih fašistov, ki so seveda bili slovenskega porekla, doma govorili slovensko, potem pa iz nekateri večjih, drugi manjših uslub, drobnega kupovanja, podkupovanja, prestopili na drugo stran in postali tudi zagrizani fašisti. Nekateri se dajo celo poitalijančiti imena in primke. Tudi med duhovniki je nekaj takih. Mogoče bo o duhovnikih kaj v nadaljevanju rekla, ne? Ja, tako. Ampak manjšina. Večina naroda ostaja zvesta, ampak ti, ki so, bomo rekli, renegati, ki prestopijo na fašistično stran in delujejo za zmago Italije, fašizma in tako naprej. Tisti, ki potem dočaka živ, ga ne pospravijo ali pa se ne umakne ob razpadu Italije, marsikdo prestopi na drugo stran. Mi najdemo, in tudi v knjigi obdelam to, cel kup likvidatorjev, morilcev, da rečemo tako, ki delujejo v imenu partizanskega gibanja, bere komunistične partije, ki dejansko so bivši fašisti. In veste, kaj je zanimivo? Ne? Zanimivo je to, da si morajo potem kupovati svobodo oziroma pokazati svojo pravovernost. In to so najhujši morilci. Torej, do včerajšnji fašisti, ki prestopijo Slovenci, prestopijo spet na drugo stran, vidijo, kam staco stavi, kdo bo zmagal, zlasti v letu 1944 je to jasno, bolj ali manj jasno, in seveda svojo podobo perejo tudi na ta način, da dejansko postanejo partijski eksekutorji. Tudi v naši domači vasi, bom povedal primer moje none, moje babice, bi rekli tukaj pri vas na Krajinskem, ki je bila babica, torej po poklicu pomagala je rojevati otroke, ker je imela dovoljenje škofa Margotija, da poskrbi tudi za krst, če bi bila sila, ker so takrat težko se je rojevalo, se je znašla leta 1944 na stranskem tiru. Bila je, to sem tudi dokumente našel, bila je na listi za odstrel, čeprav je kradla material in ga nosila in zdravila ranjene partizane, ker je imela kot babica zdravniško bolničarsko znanje, se je znašla na liniji za odstrel, morala se umakniti Gorico za 10 dni, potem so se stvari razčistile in so jo pustili pri miru, ampak poanta zgodbe pa naslednja. Moral bi jo ubiti pa tisti, moral bi jo pospraviti, moral bi jo likvidirati tisti, ki je bil do 1943 ponos vaškega fašija, ki je nosil črn cofu, torej tisti znamenito pokrivalo, ki so ga imeli fašisti, torej zagret fašist, potem je postal zagret komunist. Ampak če skočimo v današnji čas, 35 let imamo državo, torej tisti, to lahko vidimo na proslavah
velikokrat tudi na Primorskem, ki mahajo z jugoslovansko zastavo. Kaj si oni želijo? Komunizem ali to neko panslovansko sentiment, mi smo vendarle skupaj z Jugoslovani in tako naprej? Glejte, tukaj je več, vprašanje je dobro, če ga dialektično vzameva, je več smeri odgovora oziroma iskanja vzrokov. Ta fenomen je močan zlasti na Tržaškem oziroma Tržaškem krasu. Malo je nevednosti, oziroma veliko je nevednosti. Izpostavljenost italijanskemu vplivu, tudi italijanskemu šovinizmu, danes nekoliko manj kot včasih, ali pa predvsem manj. Torej, videti v sovjetskem komunizmu neke vrste obrambo, vzajemnost, nekateri naši tako imenovani levičarji se še danes tako obnašajo, tudi glede vojne v Ukrajini, ampak ne bova zdaj te tematike odpirala. Ne pozabiti, veliko je dedičev propadlih firm, kot je bil recimo tržaški Safti, ki so prala denar, ropala, kradla, skupaj z italijansko mafijo, navezana bila pa na jugoslovansko tajno propadlo komunistično policijo, to je bila služba državne varnosti ali ponarodelo UDBA. V Trstu nekoliko več, v Gorici nekoliko manj, je tega elementa zelo veliko, kajti treba upoštevati, da v manjšini so bili zelo glasni, dobili so podporo tisti, ki so trobili v ta rok. Ne smemo pozabiti, da do leta 1990 pa živim na meji, kar na eni strani je prekletstvo, bi rekel, na drugi strani je pa blagoslov. Človek vidi, opazuje, vedno smo imeli stik z italijanskim svetom, zamejskim svetom in ta nekomunistični del manjšine je bil do leta 1990 na stranskem tiru. Zelo glasen in medijsko podprt, in to je del tudi odgovora na vaše vprašanje, je pa tisti del manjšine, ki se oblači v partizanske obleke, daja titovke na glavo, in piše napis Titona. Seveda, obnavlja napis Tito. Ampak, gledajte, tukaj si upam trditi, da je veliko ideološke zaslepljenosti, preprosto nočejo slišati, kdo je bil Tito in kaj je bil poleg tega, da je vodil partizansko gibanje, še kaj drugega bil, tudi zelo manj svetle točke njegovega življenja. In po drugi strani, konec koncev, številne žrtve so padle za Trst in Gorico. A smo jih dobili? Ja, pa nismo dobili. Ne? Vsaj Gorico bi verjetno lahko dobili, čeprav smatram, da takrat je bila maksima, ki smo jo dobili na pariški mirovni pogodbi, podpisani februarja 1947, uveljavljeni septembra 1947, ko dobimo vendarle velik del Primorske, razen Trsta in Gorice. Gorico bi verjetno dobili, če ne bi bili tako globoko zasidrani v vzhodni komunistični svet. To je prvi razlog. In drugič, tiste neumne sestrelitve zavezniških ameriških letal nad Pokluko, pa še kje drugje leta 1946, ki so res da kršile jugoslovanski zračni prostor, ampak šlo je nenazadnje za zaveznike, torej tiste, ki smo se z njimi družili med vojno, potem ohladili odnose in se jim spet pridružili po letu 1948, ko je prišlo do spora z Informbirojem, če hočete spora s Stalinom, če hočete spora s Sovjetsko zvezo. Torej, zdaj opisujete tudi tigrovce. Ne? Tigrovci so bili ena skupina, ki je bila pravzaprav prezrta, tako kot ste sami ugotovili. Kdo so bili? So bili oni resnično prvi uporniki? Prvi antifašisti v Evropi. Drugo leto bo septembra stoletnica ustanovitve te tajne organizacije. Na Nanosu se to zgodilo, seveda v popolni tajnosti. Dokumentov nimamo, imamo pričevanja, imamo zapise. Kajti po letu 90 se je pa vendarle začelo to raziskovanje, potem pisanje, objavljanje, pričevanja. Prej je bilo to nezaželjeno. Dajmo se spomniti tiste partijske seje julija 1958, ko je Ribičič z vso silo, Mitja Ribičič, udaril po preživelih tigrovcih, češ, vi niste bili nobeni revolucionarji, vi ste se borili za nacionalne, nerazredne ideale. Ne? In kaj je zanimivo, leta 90, oziroma po 90 pride do renesanse ukvarjanja s to tematiko. Preživeli tigrovci, tukaj bi izpostavil Antona Rutarja, potem dr. Miro Cencič, ki je ogromnega napisala, tudi Borut Rutar iz Tolmina,
pričevanja, zlasti tudi dokumente iz arhivov. In danes o tem vemo veliko. Potem sred 90-ih je bilo ustanovljeno Tigrovsko društvo, in dejansko, ki je delovalo na tej narodno-buditeljski ravni, ki je postavljalo spominske plošče, ki je vleklo iz pozabe umorjene tigrovce bodisi iz obema vojnama, bodisi tudi med drugo svetovno vojno. Torej resnične tigrovske žrtve in tiste narodne borce, ki se borijo za ideal osvobojene domovine. Ampak kaj se potem zgodi? Potem ti prvoborci, gospod Pelicon, Pregel, pa predvsem Nadija Magajna umrejo. Nekateri na hitro, predvsem zaradi bolezni in drugi zaradi starosti. In danes je Tigrovsko društvo, ki še vedno obstaja, prišlo kot neke vrste, kaj bomo rekli, podružnica Zveze borcev in trobi v partijski rok. Prevzeli so ga ideološki nasledniki tistih, ki se strinjajo z Mitjo Ribičičem, da je šlo za nerevolucionarno, ampak narodno obrambno organizacijo, torej, ki je seveda prva se uprla okupatorju, ampak seveda ni priznavala revolucionarnih temeljev. Ampak bili so pa tudi izdani. Kdo je izdal Danila Zelena? Torej, danes to vemo. Ja. Danes vemo, da je bil to tekavec, vemo, da je bil to potem prvi politkomisar Ridmiške čete, vemo po zaslugi oddaje Pričevalci, ki jo snema že dolga leta kolega dr. Jože Možina, ki je veliko naredil za raziskovanje revolucionarnega nasilja na Slovenskem. On je Primorc, ponosen Primorc, tudi on iz partizanske družine, tudi on iz tigrovske družine, ampak seveda brez komunističnih predznakov. In to je včasih dovolj, da je človek postavljen na stranski tir. Zdaj, ko ste rekla to Malo goro, oziroma prvi spopad 13. maja, če mene osebno vprašate, če mi dovolite, je to bi moral biti dan upora proti okupatorju. Če hočemo, tudi dan upora proti okupatorju med drugo svetovno vojno, torej proti okupatorju nacifašističnemu. Zaenkrat to se ni mogoče, morda kdaj v prihodnosti bo. Šlo je za Tigrovsko trojko, ki se po italijanski zasedbi umakne v tiste nepregledne gozdove na Dribnico, je potem izdana in napadena. Danilo Zelen, neustrašni Danilo Zelen, ki je bil seveda vojaški vodja tigrovcev med vojnama in tisti, ki so ga verjetno smatrali prihodnji vodje partizanskega gibanja za potencialnega nevarnega nasprotnika. Pri prevzemanju oblasti po koncu vojne so zelo srednjeročno ali pa dolgoročno gledali, je padel v tem spopadu, Majnik pa Kravanja sta pa zbežala, ne? Oziroma sta bila ujeta, oziroma eden bil ujet in potem so preživeli vojno, preživeli spopad, ne pa vojne. Dobro, imenovali ste kar nekaj imen, zanima me, koga bi vi v bistvu označili kot največjega osebnega krivca, mogoče tudi, da ima krvave roke, a je to Aleš Bebler, a je to Dušan Pirjevec, ali kdo so bili ti ljudje, ki so pravzaprav vodili to revolucionarno nasilje? Torej, revolucionarno nasilje na Primorskem je zahtevalo svoje žrtve. Več kot 360 ljudi je med drugo svetovno vojno, od prvega Leopolda Kobala decembra 1941 nad Gočom in nad Erzeljem, ki je govoril proti sovjetski Rusiji in so ga potem likvidirali, umorili, do konca vojne jih je končalo na tem majhnem teritoriju od Vipavske doline do Goriške, torej od Podnanosa, Šembida nekdanjega pri Vipavi do Gorice. V to številko seveda niso zajete žrtve iz same Gorice, torej iz območja. Ker vi omenjate 538 civilnih žrtev. Ne, 360 približno, nekaj čez. To so žrtve, ki jih umorijo, ki so ubite med drugo svetovno vojno. Zdaj, kdo je bil kriv? Nekaj so o krivci že povedala. Bili so dostikrat mladi fantje, nepolnoletni, 16-17 let, tudi v naši vasi, ko sem mikroštudijo tudi objavljena v knjigi, nisem pisal o morilcih, pa vemo, kdo so bili morilci, vsaj za nekatere, ki so jih z obljubami
z propagando, ideološkim nabojem dobili na svojo stran in jih pripravili za tega, da so umorili sosede, sovaščane in tako naprej. Sovaščanke tudi, tudi noseče ženske. Potem imamo veliko teh, sva že omenjala, ki so prihajali iz korpusa fašističnega korpusa, torej fašističnega miljeja, ki so bili fašisti do včeraj, pa so morali pa dokazati svojo pravovernost. To je bil en vidik. Potem imamo pa tiste na vrhu, ki so dajali komande. Komande so prihajali v Ljubljano, uvodoma iz Ljubljane, oziroma iz centra osvobodilnega gibanja, ki seveda ni bilo v Ljubljani. O tem sva nekaj že uvodoma povedala. Primorska je v tem osvobodilnem gibanju, partijskem poimenovanju del slovenskih dežel. Dogajale so se podobne stvari kot v Ljubljani z zakasnitvijo in omenila sva ga, konc oktobra 42 je šel na pot, 1. dni novembra 43 je prišel, to je bil Aleš Bebler, doma iz Idrije, judovskega porekla, ki je bil gospodar življenja in smrti na Goriškem, predvsem na Goriškem, tudi del spodnje Vipavske, ki je odločal o tem, kdo bo šel na oni svet in kdo ne bo šel. On direktno, upam si trditi, ni ubil nobenega neposredno. Je pa odločal, tudi recimo za preomenjenega Iva Brica, ki je bil umorjen, sva ga omenila 2. junija 1943, obstajajo dokumenti, tudi objavljeni v knjigi, ki kažejo na to, da je ukazal njegov uboj, češ, treba je nekako pokazati, kaj se zgodi z Belo gardo, ne imel zveze z Belo gardo. Celo bil je pristaš Osvobodilne fronte Ivo Bric v začetku. Potem, ko je videl, kam pes taco stavi, da prevzema v Osvobodilni fronti partija vso oblast, je začel govoriti proti Osvobodilni fronti, nekako pa ne proti za okupatorja, ni bil izdajalec. No in kaj piše? Bebler doda v svoji knjigi spominov, zapiše celo, čez drn in strn, mislim, da je naslov te knjige, je zapisal, če bo ljudski glas dovolil, naj mu egzemplarično požgejo še hišo. Ker se ljudje očitno potem niso strinjali hiše, številčne družine, ki je ostala brez hranitelja, brez očeta, niso požgali. Ampak navajate pa tudi primeri, ko so. Seveda so. Seveda, to je v vaši knjigi veliko teh primerov. Zdaj še en zanimiv citat sem izbrala iz te vaše knjige, ki priča o teh tako imenovanih komunističnih sodiščih, karkoli je to že bilo, ne? Takole pravi Zoran Polič v nekem zapisu. On je bil načelnik sodnega oddelka pri glavnem štabu in to je bilo objavljeno v Slovenskem Partizanu konec septembra 1943. Zdaj navajam. Vojaška sodišča so partizanska sodišča. Vsi sodniki so izbrani izmed borcev. Res je, da sodišča v začetku ne bodo imela tiste prakse, kakor bi jo imela, če bi bila sestavljena iz samih juristov. Toda danes je glavno, da se ugotavlja pravica in krivica, pa če tudi to ne gre po tistih pravilih, ki so do sedaj uravnavala delo sodišč. S časom pa bodo tudi naši sodniki, partizani, pridobili dovolj prakse, da tekmujejo s poklicnimi sodniki. Partizanski sodniki so nov mejnik v razvoju slovenske osvobodilne borbe, so pravi znanilci novega rednega življenja in ponoven dokaz, da bo res slovenski človek sam iz lastnih sil urejal svoje privatno in javno življenje. Konec navedka. Spoštovana Vida, pravzaprav ste vse povedali, ne? Tukaj bi dodal samo to, ne? Po leti 1943 z uredbo o vojaških sodiščih tudi partizansko gibanje začne postavljati vendarle neko ogrodje sodnega, pravosodnega sistema, ki velja za partizanske enote in za osvobojeno ozemlje. Torej, vendar nek pravni okvir. Če gledamo te primere, ki so opisani tudi v knjigi in kot jih vi omenjate, se ti sami ne držijo tega. Torej, okvirjev, ki jih vzpostavijo po leti 1943, potem do konca vojne nadgrajujejo, dejansko se ne držijo. Bom povedal en primer, čisto plastičen. V Srednji Vipavski dolini je zelo odmeval umor rodbine Brecelj. Odpeljali so jih 8. julija 1944 od doma, očeta, sestro, sina in 2 hčeri. 5 so jih odpeljali, jih potem čez 2 oziroma 3 dni umorili, vemo tudi, kdo je bil morilec, doma je bil iz Podrage, ki so jo takrat klicali Mala Moskva,
Ampak ker je potem prišlo do odpora ljudi, do nasprotovanja, govorice, vprašanja neprijetna, mladi iz Ajdovščine okolice se odločajo v večjem številu, da vstopijo v primorsko domobranstvo. Po smrti retrogradno vojaški tožilec za Srednje Vipavsko okrožje priredi sodni proces. Jih odpeljejo, jih umorijo, se streli v glavo in potem priredijo proces, da bi nekako pomirili situacijo, da bi jih prikazali kot izdajalce. Najmlajša žrtev od teh fantek Martin je imel 13 let. Zdaj povejte mi, ali je to zdaj teroristična organizacija, ta partija? Glejte, jaz sem zgodovinar, nisem sodnik. Torej se ne bom spuščal na nivo teh, ki ste jih prej ubesedila skozi odlomek, ki ste ga prebrala. Moja naloga je, moje poslanstvo, moj poklic, tudi konec koncev moje veselje, čeprav nekatere stvari so zelo morbidne, da raziskujem, pišem, objavljam, predavam. Sodbe naj si poslušalci ustvarjajo pa sami. Ampak sodbe o teh pobitih ni bilo nobene, ne? Oni sploh niso obsojeni. Bil je poskus. In to globoko po slovenski osamosvojitvi bo že 25 let nazaj, na prelomu tisočletja, ko je Anton Kosovel tožil Ivana Kosovela. Nista bila sorodnika iz Srednje Vipavske doline, pustimo zdaj vas primeru, ampak dejansko ta proces se je znajdel tudi na sodišču v Novi Gorici. Polnil je časopisne članke tistega časa, govorimo o letu 1999-2000, ampak epiloga ni dosegel. Ivan Kosovel je bil aboliran, oziroma sploh ni bil obsojen, ker je vrhuška, torej, ki je prežeta s slovenskim sodstvom, ampak to danes ne bo odpirala, je pokrila njegovo obsodbo morebitno obsodbo s tem, da je pač deloval v skladu z revolucionarnim pravom. Prav smo slišali, Anton Kosovel, bivši partizan, ki je v boju izgubil nogo, je tožil Ivana Kosovela, s katerim nista bila sorodnika zaradi umora sorodnice. Najdu dokaze, napisal knjigo, ki je šla pri Slovenski matici. Časopisi so se takrat tepli za izjave, da nas se verjetno ne bi in bi poskušali umakniti čim bolj od strani bralcev, od oči in srca. Ampak ni bilo. Zgodilo se ni nič. Dobro, kako je umrl Janko Premrl Vojko? Janko Premrl Vojko, veste, to je tak, Italijani bi rekli punto debole, šibka točka. Marsikdo med nami, ki smo zgodovinarji, bi želel izvedeti več o tem, najti morda kakšne dokumente, verjamem, da ne bomo našli jih. Janko Premrl Vojko velja za junaka, ljudskega junaka. Bil je eden od 3 narodnih herojev, razglašenih za narodne heroje, ki niso bili člani partije. Njegovi Vojkovi četi se je tudi molilo, kot danes vemo. Imamo pa cel kup pričevanj sorodnikov, njegovega brata, njegove sestre, njegovega svaka, Borisa Pahorja, znanega slovenskega pisatelja, ki pa je vendarle že nekaj let pokojen, človek, ki je nesel to skrivnost s sabo v grob. Imel sem priliko, da sem 2-krat govoril z njim, osebno, tudi na temo njegovega umorjenega svaka, Janka Premrla Vojka. On mi je zagotovil, da so ga umorili pripadniki partizanskega gibanja. Podobno kot hči lastnikov, ki je bila takrat stara 13 let, hči lastnikov zemlje, ker je bil Janko, ker je umrl. Zdaj, kot sem rekel, dokumenta ni. Na strani protagonistov nismo dobili nobenega, ki bi spregovoril o resničnih vzrokih in posledicah. Nasprotno, dediči nekdanje revolucije se kitijo s tem, da on je bil ubit ob napadu na italijansko kolono in je potem to, oziroma umrl potem za posledicami krogle, ki jo je dobil. Vendar kaže veliko indicov, da je verjetno šlo tukaj za
poskus eliminacije potencialnega nasprotnika, ki je prihajal pred primorsko ljudstvo z narodno-obrambnimi, ne pa partijskimi gesli. No, sej Kidrič je nekje dejal, kar pride iz Ljubljane, pobite. To sem iz vaše knjige razbrala. Ja, drži, ampak bi morala postaviti v cel kontekst tega dogajanja. Ne? Iz Ljubljane so prihajali tudi razni intelektualci, razumniki. Na Primorskem je bilo veliko pomanjkanja, veste, razumnikov. Ker morate upoštevati, ko je Primorska dejansko bila priključena Italiji, že prej, ko je bila vojaško zasedena, se je ogromno intelektualcev, učiteljev, profesorjev, advokatov, doktorjev, državnih uslužbencev izselilo v kraljevino SHS, ker tukaj niso imeli svojega obstanka, svoje možnosti preživetja. Italijanske oblasti, zlasti po priključitvi, so zelo pritiskali na nje. Zato imamo mi številne ruple in podobne v Ljubljani, ali pa Maure v Mariboru in tako naprej. 70,000 Primorcev zapusti v smeri kraljevine SHS, oziroma kraljevine Jugoslavije. Ne? In del teh se potem vrača med vojno. Recimo bom tukaj imenoval Milana Komarja, tega domobranskega častnika, ki je urejal glasilo Goriški list, ki je bilo glavno protikomunistično glasilo, domobransko glasilo v Gorici, ki je izhajalo eno leto, približno maj 44, do konca aprila 45. Preživel po vojni šel v Argentino in postal eden svetovno znanih filozofov, Milan Komar. Ampak začel je svojo mlad intelektualec, ne, in ti intelektualci so se dostikrat znašli na listi za odstrel, ker so, zlasti če niso trobili v rok komunistične partije. Ne? Če so bili morda potencialni nasprotniki. Recimo, en umor tak značilen je umor Stanka Vuka in njegove sestre Danice, ne, ki je bila sestra Pinka Tomažiča, tega znanega komunističnega voditelja, ki je bil vendarle obsojen na prvem tržaškem procesu in izhajal iz znane gostilniške družine v Trstu Tomažič. Stanko Vuk je bil krščanski socialec, doma iz Mirna pri Gorici, trpel pod fašizmom, obsojen na drugem tržaškem procesu, bil v Ječi do začetka 44 izpuščen, in potem, ko je pokazal interes, da bo šel v partizane, ko je to tudi jasno izrazil, ker pravi, da bo se boril proti partijski prevladi in za resnično svobodo, so ga 10. marca 1944 umorili v Trstu. Tisti znameniti umor v ulici Rossetti, ki so ga sprva pripisovali četnikom. Danes tudi po odlični monografiji, ki jo je pripravil magister Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, zdaj trenutno sicer upokojeni filozof, vemo, da so ga ubili partizani. No, potem se seveda ne gre čuditi, namreč v obdobju te vlade, ki zdaj odhaja, je predsednica Državnega zbora na eni prireditvi dejala, da je pač predsednik prve slovenske vlade Boris Kidrič. Ne? To ni pravzaprav res. Predsednik prve vlade ni, če gledamo demokratične, je bil Lojze Peterle, pa še med vojno in ostala. Prvi predsednik vlade je bil Lovro Vitez Pogačnik. Tako, ta je bil predsednik narodne vlade, ki nastane 31. oktobra 1918, ko se izdvajamo iz Avstro-Ogrske. Ja. To še ni vključitev v jugoslovansko državo, šele čez dober mesec pride v te vključitve v jugoslovansko državo. Tako da to je prva slovenska vlada. Ampak odkot ta megla intelektualna, ljudi, ki so na položajih, ki imajo neke fakultete? Vida, spoštovana voditeljica, vse teh megel je v slovenskem vsakdanu, v slovenskem zgodovinopisju in ne zgolj zgodovinopisju cel kup, ki so preprosto te ponaredele domislice se primajo med narodom, seveda jih mainstream mediji potem vneto promovirajo in potem pridejo v našo zavest kot prvi. Prva demokratična vlada je slovenska vlada, zvoljena po demokratičnih volitvah in večstrankarskih aprila 1990 in to je to. Ne? Mi ne moramo zdaj govoriti niti ne o zboru poslancev v Kočevju, ker to je šlo za uzurpacijo oblasti, potem govorimo o kočevskem procesu, je šlo za sodno uzurpacijo oblasti, ne? In tako naprej. Teh uzurpacij je bilo v naši zgodovinopisnem pregledu ogromno, ampak da mi se danes 35 let po osamosvojitvi še vedno pogovarjamo kot o čisto resnih
demokratičnih paradigmah. Ja. Ne morajo biti. 27. april, Boris Kidrič, ampak ali bi se morali... Boris Kidrič je bil predsednik prve slovenske komunistične vlade, ki je zaprisegla v Ajdovščini, da so pokazali to območje, ki je bilo takrat še del mednarodno pravno del Kraljevine Italije, skoraj do Pariške mirovne pogodbe, ga mi smatramo že za naše. Ljubljana je takrat še nemška, okupatorska. Postavijo svojo vlado, slovensko narodno vlado, ampak gled ga zlomka. Če ta vlada obstaja, potem je treba enostavno vzeti v zakup tudi njihove dobre in slabe lastnosti. Torej, vemo, da par dni oziroma par tednov po zaprisegi te vlade se zgodijo največji zločini na tleh Republike Slovenije. Takrat še neke druge federalne jedinice. Torej, govorimo o pobojih približno 100,000 ljudi, Nemcev, ki se umikajo, Italijanov, govorimo o Srbih, Črnogorcih, Hrvatih, Albancih in tako naprej, in Slovencih. Okoli 14,500 ljudi je bilo pobitih po osvoboditvi, ko je ta vlada že bila trdno v sedlu, ko je bila vlada Narodne republike Slovenije na čelu z gospodom oziroma tovarišem Borisom Kidričem trdno v sedlu. In ta vlada je odgovorna za te poboje. Torej, če nekoliko eufemistično pristopamo k temu problemu, ne rabimo mi zdaj iskati krivcev, vse jih imamo. Ok, so osvobodili državo oziroma republiko, so začeli z obnovo, so izgnali okupatorja, ampak so vendarle tudi za številna nedolžna življenja odgovorni ljudje. Ne pozabiti, strateško izredno pomemben prostor, umikajo se te silne vojske z Balkana, zahodnega Balkana, notranjosti Balkana proti zahodu in proti severu, da se predajo zahodnim zaveznikom in glej ga zlomka. Tisti, ki se ne uspejo prebiti, ki jih zajamejo in jih predajo nazaj in vrnejo, končajo. Ne vsi, ampak veliko, večina. 14,500 Slovencev izgine med majem 1945, koncem vojne, februarjem 1946, ko se končajo ti masovni poboji. Eden zadnjih je bil v tistem rudniku oziroma tistem rovu pri Slovenski Bistrici. In glej ga zlomka, tudi zato je odgovorna vlada, katere predsednik še vedno kraljuje pred predsedniško palačo. In se mu klanjajo in se mu nekateri ponosni nasledniki klanjajo. To je pa skregano z zdravo pametjo in z demokratičnimi načeli. Ampak ali bi se morali zgodovinarji bolj pogosto in bolj glasno oglašati v zvezi s tem? Glejte, jaz mislim, da se zgodovinarji oglašamo. Ne jaz sam, cel kup kolegov. Poglejte, omenjeni kolega dr. Možina, dr. Ferenc, dr. Dežman, koliko je teh zapisov, pričevanj, predavanj že dostopnih, konec koncev današnji pogovor je temu tudi, pa ni edinih, je bilo na stotine samo v zadnjem letu. Je pa problem potem z uzurpacijo spominske krajine. Mi preprosto ne pridemo do besede. Naše raziskave, naši detajli, naše zapisi, naše študije so vzeti v nemar. Ko je išla ta knjiga, mi je visok dedič bivšega režima, tudi sodelavec tajne službe, grozil, da me bojo tožili. Sem rekel preprosto. Tukaj je vsaka črka, vsak podatek je preverjen, tudi napisana v skladu z zgodovinopisnimi standardi, torej z navajanjem virov, bodisi arhivskih, bodisi v literaturi, bodisi pričevanjskih, in seveda iz tega ni bilo nič. Se je zgodilo pa nekaj, kar je fenomen tudi vašega poklica, verjetno prvič v zgodovini slovenske države, da so knjigo na Radio Koper predstavili brez avtorja. Kako? Povabili so enega pravovernega zgodovinarja, pa predsednika lokalne zveze borcev, ki sta 40 minut tolkla po avtorju. Ne po faktih, ampak po avtorju. In ko sem protestiral pri tedanji VD odgovorne urednice Radia Koper, je rekla, da je pač taka je njihova uredniška politika, da so se oni pač tako odločili, da bodo knjigo predstavili brez avtorja. O tem govorimo. Ko se potem čudimo, zakaj te stvari ne pridejo v javnost, zakaj ne pridejo v šole, začne in konča se pri šolstvu. Poglejte, kakšne težave imamo že z našo mularijo, pa ne mislim tukaj slabšalno, s našimi potomci, našimi naraščajem,
da jih prosvetlimo o nastajanju demokratične Slovenije, samostojne, osamosvojene Slovenije. Tega ne slišijo. In potem se čudimo, da če kakšno tako predavanje v javnosti mladi pridejo in so zbegani, mi o tem nič ne vemo in verjamem, da nič ne vemo. Ne vejo, ker dejansko jim v šoli teh tematik ne ponudijo. Zdaj, a je to neka samocenzura nekaterih učiteljev, a je to pomanjkanje časa, ali je to zgolj plavanje s tokom? Jaz mislim, da največ tega je plavanje s tokom. Zakaj bi se izpostavljal, ker bo imel morebiti težave. Diskurs naše države je še vedno, da se o teh tematikah, kot midva zdaj govoriva, torej o drugi svetovni vojni, o revoluciji ne govori, da se ne govori o stranpoteh bivšega komunističnega režima, bivše Jugoslavije, njenih voditeljev, od Tita, Kardelija, Kidriča in tako naprej, Rankoviča, Džilasa. No, pa vendarle lahko poveva, to sva obljubila že, sva se že malce dotaknila o pozitivni vlogi duhovščine v vsem tem obdobju na Primorskem. Glejte, tukaj je stvar, kaj ne rečem, ne bom nič romantično govoril, kar direktno s fakti, dejstvi. Primorska duhovščina, šlo je za izobražene može, ki so imeli za sabo fakultetno izobrazbo. Večina te duhovščine se je izobraževala, ne vsi. Nekateri so študirali v Rimu pa v Innsbrucku, tudi kje druge, ampak večina se je šolala v Gorici, v znamenitem centralnem bogoslovnem sevenišču, večnarodni ustanovi, kjer imamo poleg Slovencev Fulane, Italijane, imamo Hrvate, pred Prvo svetovno vojno številne Moravce, torej Čehe, po prvi vojni ne več, kjer je veljala neke vrste enakopravnost jezikovna, predavanja in izpiti so potekali v latinščini, si predstavljate? In seveda ti možje so bili izobraženi, govorili so tuje jezike in so ostali na Primorskem. Če je drugi izobražen element odšel je zelo eufemistično, je bil prisiljen oditi, so Italijani vse naredili, da bi čim več izobražencev odšlo. Ostalo je 300 duhovnikov, pa približno 50 vseh drugih intelektualcev, razumnikov, ker so jim oteževali službo in preživetje. In ti duhovniki se takoj ob začetku italijanske okupacije postavijo na stran naroda. Pustimo zdaj tiste mahničevske dileme iz konca 19. stoletja o narodu in pa viri. Tukaj se primorski duhovniki ne nehajo biti duhovniki, ostanejo zvesti cerkvi. Ampak hkrati delujejo tudi za narod. Ne samo delujejo, tudi ga uspejo obraniti. In dejansko se slovenščina kot jezik in tudi pojmovanje naroda iz javnosti premakne v cerkev. Tudi potem, po letu 1929, ko pride do lateranskih pogodb, ko je najden nek modus vivendi soživljenje med italijansko državo, fašistično in Svetim sedežem, se cerkev na Primorskem, slovenska cerkev, takrat je bil še škof sedej, še 2 leti približno, potem so ga odstavili leta 31, potem čez mesec ni umrl, so dejansko dobili podlago, da znotraj cerkve ohranijo slovenščino. Obudijo svoje stanovsko društvo, zbor svečenikov svetega Pavla, ki se z vsemi silami opre na narod in postanejo poleg družin, ki negujejo slovenščino, cerkve, tisti glavni nukleus, fundament za ohranjanje slovenskega etničnega korpusa na Primorskem med obema vojnama. Tudi naši poslanci v prvem sklicu, recimo, Virgil Šček, v drugem sklicu Engelbert Besednjak, to so bili krščanski socialci, prvi je bil duhovnik Šček, drugi je bil pravnik, ampak krščanski socialc, Tisti znameniti govor proti Mussoliniju leta 26, ko je fašizem že trdno v sedlu. Vi lahko nas tepete, bom prosto povzel, nas lahko vzamete jezik, kulturo, ampak vedite, da se bo vsaka slovenska družina spremenila v šolo. In mi bomo svojo slovenščino peljali naprej, svojo kulturo. In zdaj se vrnemo naprej. Ta duhovščina ni poznala odpadnikov, zelo malo. Na prste ene roke bi jih lahko prevzel. Eden od teh je bil Vladimir Makovec, drugi je bil Edko Ferjančič. Edko Ferjančič, ki si je na redki duhovnikov, ki si je preimenoval priimek, postal je Eduardo Ferjani. In je potem leta 1943, ko so ga opozorili, da vejo za njegovo
recimo proitalijansko naravnanost, da ne rečem profašistično, je prestopil na drugo stran in postal zelo viden politik Osvobodilne fronte na Goriškem kot katoliški duhovnik. Drugi so pa strpeli, bili konfinirani, bili izgnani, spomnimo se Filipa Trčelija, tega profesorja, vodje Alojzevišča, človeka, ki je trpel in dejansko deloval za narod, soustanovitelja Goriške mohorjeve družbe, odbornika Goriške mohorjeve družbe, edine založbe, ki je nekako ustrajala v tem težkem času in je lahko izdajala kakšno knjigo 2 na leto. Kaj se potem zgodi z njim po drugi svetovni vojni, ko ga ubijejo? V kolikšni meri so bili ti duhovniki ne samo čedermaci, ampak tudi v bistvu protikomunistični borci? Glejte, zanimivo vprašanje ste postavila, tudi na to temo je bilo nekaj že napisanega, tudi sam sem kaj napisal na to tematiko. Tudi duhovniki izhajajo iz naroda in delujejo za narod. Tako da veliko teh duhovnikov odkrito iskreno sprejme osvobodilno gibanje, partizansko gibanje, ker dejansko se ravnajo s krilatico, ki jo res da uveljavi Šček po drugi svetovni vojni, v času mejnih razmejitev, pa jo lahko simbolno povlečemo tudi čas druge svetovne vojne. Komunizem bo prešel, narod bo ostal. Dajmo mi delovati za narod, tudi če je treba sodelovati s partizanskim gibanjem, ki ga je marsikdo iskreno videl kot izraz gibanja, ki bo odgnalo Italijane, fašiste in pripeljalo, takrat so rekli, Jugoslavijo. Tako da je malo teh duhovnikov, ki se postavijo proti cerkvi, tisti pa, ki se odkrito postavijo. In partiji, ne? In partiji, seveda, ne cerkvi, se upravičujem, partiji, seveda, je proti partiji, ne? Dejansko ti so na zelo krut način odstranjeni. Partija pobije 9 duhovnikov na Primorskem med vojno in pa potem še 2 bogoslovca med vojno. Ne bomo zdaj šli v tisto obdobje po vojni, recimo leta 1946 kruto umorijo Izidorja Zavadlava, že po končani vojni, v času zavezniške vojaške uprave na Primorskem, ampak sodi izven našega okvira. Torej 9 plus 2 bogoslovca. Zdaj, treba je upoštevati pri tem dejstvo, da vsak najmanjši morebiten odklon od tega razmišljanja, ki je takrat potekalo, delovati proti partiji, so jemali kot prekršek ali pa zločin. Ali so jih umorili, ali so jih dali na stranski tir, ali so jih oklevetali, ali so jih prisilili, da so se umaknili iz župnije. Skratka, zelo so pazili na to, da duhovščina ostane kompaktna, dejansko je bila kompaktna. Kot sem rekel, velika večina je ostala z narodom, to pomeni posledično tudi je podpirala ali pa vsaj tiho spremljala dogajanje znotraj partizanskega gibanja na Primorskem. To jih po vojni ni aboliralo od preganjanja. Ravno tako, kar se zgodilo je na Krajinskem takoj ob prevzemu oblasti, torej v srednji Sloveniji po prevzemu oblasti, ob tako imenovanem nastopu svobode, se na Primorskem zgodi po letu 1947, ko seveda Primorska je priključena tedanji FLRJ, torej novi Jugoslaviji, in seveda tudi pri nas se začnejo obsodbe, ne pozabiti recimo obsodbe na smrt, ki se potem ni bila izvedena. To je bil Joško Kragl, župnik na Livku, ki ga zaprejo, dobi smrtno kazen, potem je aboliran. In mu, gledajte, 1,5 leta mu ne povedo, da je bila mu smrtna kazen spremenjena v 20 let težke ječe. A si predstavljate? Jaz sem ga dobro poznal, mi je pripovedoval Renato, zmeraj, ko so se bližali koraki, sem vedel, da me grejo pa iskat, me bojo peljali ustreliti. Torej, tudi primorska duhovščina, se vkupi bilo takih, ki so bili obsojeni na krajše in daljše kazni ali pa plačilo denarnih kazni zaradi, bom rekel, čisto cerkvenih zadev. Ampak tudi na Primorskem je po vojni cerkev poznala sovražnik številka 1. To je lepo obdelala dr. Tamara Griser Pečar v svoji knjigi Cerkev na zatožni klopi, se ukvarja tudi s Primorsko. In pa razstavi, ki je tudi vključevala Primorsko, ki je romala po slovenskih krajih
preganjanje vere in cerkve. No, zdaj smo v času te rdeče mitologije, ne? Maj, junij. Zdaj povejte mi, vi govorite tudi o primerih primorskih dražgoš. Ja, seveda. Najbolj znan primer primorskih dražgoš, če mene vprašate, je tisti poboj oziroma spopad pri Dovcah. To je med, tisti, ki poznajo Vipavsko dolino, bojo takoj vedeli, med Rihenbergom, Branikom, nekdanji Rihenbergom in pa Komnom. Tam je prišlo začetku februarja 1944 do napada na nemško-italijansko kolono. Kompletno pobili, zmasakrirali, iztikali oči, rezali ušesa, rezali spolovila. Nemški odgovor je prišel čez dobrih 10 dni, ko so Nemci požgali 13 vasi med Rihenbergom in pa Komnom, vasic zaselkov, in prebivalce odgnali v nemška internacijska taborišča. Zanimivo je bil takrat župnik v Komnu Viktor Kos, ki je znal nemško, ki je tudi naj si bo Komence in okoličane rešil hujših represalij. Tako da so vas samo požgali, niso ljudi pobijali, so jih poslali v nemška internacijska taborišča. Pravzaprav so večinoma na bavarskem podeželju delali po kmetijah in on so v nemški okupatorji dali možnost, da on pa kaplan Renner se umakneta v Gorico, da jih ne bojo peljali. On je rekel takrat ne. Kamor so šli moje ovčice, torej moji verniki, bom šel tudi jaz. In se jim je dejansko pridružil prostovoljno na poti v begunska taborišča oziroma internacijska taborišča, kjer ga imajo Komanci in okoličani v lepem spominu skrbel za otroke, zlasti pa za ostarele, za bolne in tako naprej, krščeval, podeljeval zadnje zakramente, bil zadnji priproščnik, ne, v tem. Po vojni seveda se je znašel pod udaro Udbe, vemo iz poročil, da so redno pošiljali poslušalce in poslušalke, da so poslušali njegove pridige, poskušali delovati proti njemu. Je bil pa tak močen moralni kapital, da to ni bilo mogoče. Tako da, ja, ta spopad je bil popolnoma nepotreben. V bistvu se vojna niti sekundo ne bi prej končala, druga svetovna vojna, tudi Primorska ne bi bila prej osvobojena, če tega krutega napada in masakriranja že pobitih sovražnikov ne bi prišlo. No, zdaj pogovor z vami ne morava zaključiti, ne da bi omenila, da ste vi pravzaprav velik strokovnjak za judovsko skupnost v Sloveniji. Povejte mi, koliko je bilo pripadnikov te skupnosti tudi med revolucionarji? Ja, gledajte, bom rekel, da sem strokovnjak. Nisem strokovnjak, zanimajo me te stvari, pa malo sem študiral, pa imam stike, pa tako naprej. Ukvarjam se tudi z Izraelom, zgodovino Izraela, slovensko-izraelskimi stiki, romanji v svetu deželo in tako naprej. Zdaj ste pa zagrizla v tematiko, morda tukaj ne boste zadovoljni z mojim odgovorom. Mi imamo tudi danes med politiki kar nekaj politikov, pa javnih osebnosti, bom tako rekel na slovenskem, ki imajo judovsko poreklo, ali pa so Judje celo. Ampak se sami ne deklarirajo za Jude. Tako da tukaj bom spoštoval njihovo zasebnost in tega ne bom pač razglašal na veliki zvon. Kajti po judovskem pravu, ki se uveljavi v času Rimskega imperija, je zelo jasno, kdo je Jud. Jud je vsak, ki je rojen judovski materi, ali pa nekdo, ki je prestopil v judovstvo. To zahteva se določeno uvajanje, ki traja nekaj časa, nekaj let, in potem neke vrste izpraševanje, izpit ni lep izraz, ampak da bomo lažje razumeli. Tako da, kdo je bil vse med slovenskimi revolucionarji, razen prej omenjenega Beblerja, ki pa je bil, ampak on je bil sekularen Jud, veste, to je bil tisto judovstvo, oni izhajajo iz Švice, ki so judovstvo že davno prej zapustili. Morate upoštevati, da že ob koncu 18. stoletja, v času razsvetljenstva, je veliko izstopov, še bolj pa v 19. stoletju, veliko izstopov iz judovstva in seveda s prijemanjem ali utapljanjem obstoječe evropske družbe.
Nemški judje postajajo Nemci, italijanski judje Italijani, britanski judje Britanci, francoski judje Francozi. Skratka, težko je govoriti o nekom, ki ima mogoče značilen judovski priimek. Tukaj se bom vedno spomnil mojega dragega, žal pokojnega prijatelja, profesorja kemije Andreja Abrahamsberga iz Nove Gorice, ki je imel tipičen judovski priimek Abrahamsberg. Oni izvirajo iz okolice, iz Brandenburga, iz okolice Berlina, tam v koncu 18. stoletja. On je vedel, da so bili nekdaj judje, ampak so že takrat sprijeli krščansko vero. In zanimivo, tudi nacisti, ki okupirajo Primorsko leta 1943, oni izhajajo iz okolice Planine, niso jih preganjali, ko so jim pokazali krstni rojstni list, so ugotovili, ste kristijani, toliko rodov, pač ne, vas pustimo pri miru. Ker nacisti so vedno se sklicovali pri svojem preganjanju na judovstvo starih staršev. Ne? Torej drugo jih ni brigalo. Za razliko od fašistov, ki so iskali judovstvo staršev, ampak fašisti niso pobijali judov, so jih samo internirali. Tudi v njihovih taboriščih se je dosti lepše godilo judom, kot pa v nemških, ker vemo, kaj se je zgodilo in potem pripeljalo do tistega, čemu rečemo končna rešitev, ne? Spet eufemizem, ne? Entlösung der Judenfrage, torej dokončna rešitev judovskega vprašanja, ki je zahtevala skoraj 6 milijonov pobitih med drugo svetovno vojno. In od tega tudi 587 oziroma 586 slovenskega ozemlja. To se pravi, to ni sploh tema, ki jo obravnavate. Ne, se s tem ne ukvarjam. Nihče. Je dovolj drugih tematik. Bral sem razne portale, ki prinašajo špekulacije o judovstvu, Kardelija in tako naprej, ampak o tem ne vem nič. Moša Pijade, recimo. Moša Pijade je bil jud. Ja. O Moši Pijadu, ki ste me ravno izzvala, bom nekaj v zagovor povedal. On je bil, kot veste, buddy od Tita, ne? Prevajal Kapital, visoko v partiji, po vojni celo predsednik skupščine komunistične Jugoslavije, umrl leta 1957, ampak on je naredil eno dobro stvar. Bil je tudi avtor znamenitih Fočanskih predpisov, bil je slikar, ampak igral se je s pravom in se vračava spet na naš inauguralni del pogovora, ko je šlo za uzurpacijo revolucionarnega prava. Tukaj je igral pomembno vlogo Moša Pijade. Ampak, se vrnem nazaj, po vojni so gradili Novo Gorico ob koncu 40 let. In jeseni 1949 je prišel ukaz iz Ljubljane, da se poruši največje slovensko judovsko pokopališče oziroma največje judovsko pokopališče, tudi lepo je, ja, na Slovenskem, ki šteje nekaj čez 900 pokopanih judov iz nekdanje judovske skupnosti v Gorici, ki ga je meja ločila od Italije. In to pokopališče je ostalo danes, še danes živo, po zaslugi Moše Pijadeja. Ker je en njegov telefonski klic dosegel, da so lokalni revolucionarji, ki so seveda to želeli izpolniti in nagrobnike uporabiti za tlakovanje ceste proti Novi Gorici, so se umaknili potem, ko je prišel klic iz Beograda. Dolgo časa smo mislili, da je to urbana legenda, da je to se samo šušljalo med ljudmi, potem sem pa najdel v arhivu Saveza jevrejskih občina Srbije, torej Zveza judovskih občin Srbije, v Beogradu so najdel tovrstne dokumente, ki dokazujejo to, kar sva ravnokar govorila. Torej, Moša Pijade je bil sefardski jud, torej jud je sefardi, prihaja pomeni španske dežel, sefarad pomeni po hebrejsko španske dežele, bil je v Beogradu, iz Beograda sekulariziran jud, torej bil je judovskega rodu, ampak ni hodil v sinagogo, verjetno tudi ni molil v hebrejščini, ker jezik molitve pri judih je vedno hebrejščina, ampak rešil je še danes največje judovsko pokopališče na Slovenskem. Dobro, zdaj za konec, doktor Podberšič, zdaj 35 let imamo svojo državo, vi raziskujete ta nasilje, umore, revolucijo. Kaj je vaše sporočilo vseh teh vaših knjig, pa danes o 35-letnici? Spoštovana Vida, ne ukvarjam se samo z morbidnimi zadevami, torej ne raziskujem samo umore in stranpoti zgodovine, tudi to raziskujem. Raziskujem pa tudi druge tematike, cerkveno zgodovino, Prvo svetovno vojno, judovsko zgodovino. Moje sporočilo je naslednje. Prihajam iz meje, iz zahodne meje, vedno v stiku z zahodnimi sosedi, med katerimi imam veliko prijateljev, naj si bodo Italijani in Furlani. Jaz bi rekel tako, bodimo ponosni, da smo dobili svojo državo, spadam med tiste zgodovinarje, ki nam je samostalna država vrednota.
da je ta država vpeta v širši evropski kontekst, to pozdravljamo, absolutno, in da dejansko moramo ljubiti svoj narod, spoštovati svojega soseda, ampak hkrati biti tudi ponosni in delati nekaj za ta ponos, in upam, da v svojem skromnem kontributu tudi sam k temu prispevam, da smo Slovenci. Da smo poselili ta pomemben kos zemlje, da nas je približno 2,5 milijona, da imamo močno diasporo, da imamo v zamejstvu in v Avstriji, in na Hrvaškem, Madžarskem, zlasti pa v Italiji številne sorojake, ki so ponosni, da so Slovenci, bomo mi ponosni na njih, in da bi znali vedno znova graditi ta enotni slovenski kulturni prostor. In se zavedati tega konec koncev ob spoštovanju seveda drugih, tudi sosedov, drugih narodov, ki prihajajo k nam, ki iščejo boljši kos zemlje pod soncem, da če sami se ne bomo zavedali svojega slovenstva, nam nič ne bo gratis podeljeno. Torej, kot je slovenstvo v zgodovini vznikalo, se lahko tudi potopi pod vodo. A si tega želimo? Ne. Doktor Renato Podberšič, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala vam za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.